V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus. Dragi verniki, obhajamo praznik Najsvetejše Trojice. To je največji, najgloblji praznik naše vere. Duhovniki, redovniki, pač tisti, ki smo obvezni moliti brevir, smo danes pri, ko bi rekli, prvem času, prvi uri prima, zmolili tudi Atanazijevo veroizpoved. Sveti Atanazij, ki je dal to veroizpoved, doma si lahko tudi sami pogledate in pobožno izmolite to zadevo. Kot veste, smo seveda dobili tudi imena kandidatov za nove škofe, tako da tudi to je. Objavili smo na naši strani članek, tako da si pogledajte. Dva poznam dokaj dobro, ker sem ju 3 mesece imel ob sebi v semenišču v Združenih državah Amerike, torej rektor pater Michael Goldady, ki je bil marsikje po Združenih državah Amerike, je veliko naredil, dal skozi, bomo rekli, v pastoralnem smislu in tako. In profesor pater Mark Anapje, ki je to leto učil tudi dogmatično teologijo, drugače pa bolj filozofsko usmerjen, metafizika in take stvari. To je predaval. Drugače, pater Pascal Schreiber seveda je zdaj bil 6 let ali nekaj takega rektor v semenišču v Zeitskopfnu, kjer imamo tudi svojega kandidata za duhovništvo, tako da molimo tudi za tega rektorja, pa seveda za našega kandidata, pa za to, da bi še kdo vstopil in tako dalje. Tudi to, ker se že kaže tudi, da bi lahko imeli še enega. Eden je seveda, so ugotovili, da ni primeren za to pot, zato je tudi že končal svojo pot v bogoslovnem semenišču v Zeitskopfnu. In 4. kandidat za škofa je pater Michel de Sivry, se pravi, je pa okrožni predstojnik Beneluxa. Toliko, da lih malo vemo te stvari. Torej, vsi drugi prazniki, razen ta Presvete Trojice, govorijo o božjih delih, o Kristusovem rojstvu, trpljenju, stajenju, prihodu Svetega Duha. Ko začenjamo pa z nedeljami po Pinkoštih, imamo praznik, ki nas pa vodi naravnost v samo božje življenje. Kakšno je to božje življenje, to danes premišljujemo, kolikor se da ugotavljamo. Cerkev danes torej ne premišljuje predvsem o tem, kaj je Bog storil, ampak kdo Bog je. In zato je ta praznik tako veličasten, hkrati pa tako skrivnosten. O globočina, kot smo poslušali pri svetem Pavlu. Torej, človeški razum lahko spozna, da Bog obstaja. Tega danes seveda več nočejo učiti, da to ni mogoče, pravijo, ker po eni strani se grejo ta nekakšen racionalizem, po drugi strani pa seveda preveč čustveno dojemanje ali pa, ko bi rekli, te stvari. Tako da to, ampak seveda vera je stvar razuma in volje in je zato tudi mogoče spoznati božji obstoj. Če pogledamo stvarstvo, red sveta, lepoto narave, razumemo, da vse to ni moglo nastati samo od sebe. Tako da Bog je eden v 3 osebah, Oče, Sin in Sveti Duh. In človek tega nikoli ne bi mogel sam odkriti, to nam je moral razodeti Bog sam. Kot pravi sveti Janez, Boga ni nihče videl, edinorojeni Božji sin, ki biva v očetovem naročju, on nam je razložil oziroma lahko bi rekli razodel.
Se pravi, tako bomo rekli, zdaj pa je Bog ljudi na to zadetje seveda počasi pripravljal. V Stari zavezi je seveda govor o Sveti Trojici, ampak je to nekako med vrsticami pa v simbolih skrito. Bog je v Stari zavezi najprej in predvsem utrjeval vero v enega Boga, ne v edinega Boga, kot bi rekli muslimani in tako dalje, ne, tudi judovska vera, ne, ampak v enega Boga. Ne. Svet je bil namreč, vemo, ko so se ločili malo od te božje poti, so šli po poti malikovanja. Tako da to. In ko je prišla potem polnost času, je poslal svojega sina na svet. In Kristus nam ni razodel samo odrešenja, samo zveličanja, ampak tudi notranje božje življenje. To nam je veliko govoril o tem, o notranjem božjem življenju. Pokazal nam je očeta, na Binkošti je seveda potem, ko je govoril tudi o Svetem duhu, poslal Svetega duha, ki izhaja iz očeta in sina. Ne, se pravi ta filioque, ne, ki je tudi pomembna verska resnica. Ne. Tako da to. Danes torej ne verujemo samo, da Bog obstaja, da Bog živi večno občestvo ljubezni. Ne. Edinost, pravzaprav ne samo občestvo, edinost, ne. Ker to pravijo v občestvu Svetega duha. Ne, v edinosti Svetega duha živi Bog na vse veke, ne, Jezus Kristus namreč. Se pravi, oče večno rojeva sina, kot so lepo povedali podobo, ne, to je kot naša misel, ne, ki se porodi v glavi, ne. Ni narejena materialno in tisto, ampak se rodi, ne. Tako lahko si predstavljamo, ne, čeprav je to precej večja skrivnost, seveda, ne, da oče večno rojeva sina. Sveti duh pa izhaja potem iz očeta in sina kot ves večne ljubezni. Lepo je enkrat to razlagal kardinal Sarrat v smislu, kako tam Sveti Janez v knjigi Razodetja opisuje ta božji prestol in kako pravzaprav govori bodisi o tem, da seveda je sin eno tam z očetom, ampak še bolj to filioque, ne, se pravi, da resnično izhaja iz očeta in sina, ne, se pravi, tam imamo to lepo razloženo v podobi, ne. Nekaj zelo pomembnega pa je to skrivnost te Svete Trojice, Presvete Trojice za naše duhovno življenje. Ker Bog ni samota ali osamljenost, Bog ni hladna ali surova moč, kot tudi nekateri verujejo, ne? Ampak Bog, kot je rekel tudi Sveti Janez, je ljubezen. Zato človek ne najde resničnega miru v sebičnosti, v zaprtosti vase, v življenju brez ljubezni. Ustvarjeni smo po podobi troedinega Boga. Ustvarjeni smo za ljubezen, za darovanje, za občestvo. Prava ljubezen ne išče svojega, tako opozarja Sveti Pavel. Torej pomeni, da se stalno daruje, je stalno darujoča se. In kar je darujoča se, je tudi požrtvovalna. Ker brez žrtve ni ljubezni. Chesterton je lepo rekel, da če se nam za dosego nečesa ni treba bojevati, boriti, potem to ni ljubezen, ampak pohota. Ne? Tako da ja. Po božji podobi, po kateri smo bili ustvarjeni, se mi moramo popolnoma darovati, se razdajati, ko ljubimo. Ker to te tri božje osebe ves čas počnejo. Nič zase ne držijo, ampak se popolnoma razdajajo v tem ljubezenskem plesu, kot so očetje in veliki učitelji razmišljali, ne? Ko plešejo ta večni ljubezenski ples Svete Trojice, ne? Torej ta zadeva. Kaj dela hudič? Hudič dela seveda nasprotno, razbija edinost, razbija družine, razbija duše, razbija cerkev.
Ker kjer je napuh, tam se človek vase zapre. In kjer je ponižnost, resnična ljubezen, tam že odseva seveda življenje Svete Trojice. Zakaj hočejo? Ker Boga ne morejo uničiti, zakaj hočejo uničiti družino? Zato, ker je podoba Svete Trojice, ker je podoba Boga. Ravno zato. Družina pričuje o trojedinem Bogu. Seveda boste rekli, tudi bratovščino, duhovniško bratovščino svetega Pija X. obtožujejo, da razbija edinost, da razbija cerkev, da razbija celo družine in duše. Ne? Tudi to, ne? To je pogosto obtoževanje. Ampak edinost ni neka prazna zunanja povezanost, mi se imamo radi, ali kar bi bilo že danes, ne? Oziroma molčanje, kadar bi bilo treba povedati, ne? Kadar je zmota, kadar so napačne stvari, kadar so grozne stvari, ki se dogajajo pravzaprav, ne? Tudi to. Cerkev je vedno učila, da prava edinost temelji na skupni veri in na večni resnici. Kot sem rekel, preberimo si in premislimo veroizpoved svetega Atanazija in bomo videli, na čem temelji prava edinost. Ker kdor ohranja katoliško vero, sveto mašo vseh časov, trajni nauk cerkve, ne razbija edinosti. Skušajo ohraniti v času velike zmede. Kdo povzroča razkroj edinosti? Širjenje zmot. Kdor širi zmote, torej. Širjenje zlorab. Kdor širi zlorabe. Kdor se prilagaja duhu sveta, ki že desetletja, skoraj 7 jih bo že, ranijo življenje cerkve. Ko govorimo o družinah, vedno bi bilo dobro postaviti vprašanje, ne, pri župnijah in tako, koliko celih družin je ob nedeljah po župnijah pri sveti maši. Ne? Imam izkušnje s terena, tako da morda v eni od župnij sta bili 2 družini, morda 3 celi pri sveti maši, ne? Spravi to. Še to ni bilo vedno, ne? Večkrat ena ali pa nobena. Tako da to. Mi obhajamo sedaj nedelje po binkoštih, tradicionalnem obredu, ne? Pri tradicionalni sveti maši. V nedeljah po binkoštih, začenši z danes, se moli hvalospev na čast Sveti Trojici. Kako je v novem mašnem obredu? Čas med letom, navadni nedeljski hvalospevi, če ne čez teden, pa navadni hvalospevi. Vse običajno, vse navadno, sivi vsak dan. Ne? Zdaj, če je tako navadno in tako dalje, ne, bi namesto zelenega mašnega plašča, ki so ga že začeli uporabljati v torek, pravzaprav, ne, v ponedeljek še ne, ker je tudi tam praznik in tako, ne, bi morali sivi plašč uporabljati, ker je preveč sivine. Ne. Tako da se ne moli hvalospev na čast Sveti Trojici. Toliko o tem. Malo moramo biti tudi polemični, ne, ampak saj vemo, ne, ja, vi ste preveč negativni in tako, ne, bojo spet rekli. To je bilo pač žal, ne, bom rekel, tudi na župnijah, ne, da ko sem govoril neke take stvari, da sem bil preveč negativen, ne, in tako dalje, ne. Tako da vidimo, kje smo. Današnji praznik pa, zdaj moramo še iti na nekaj drugega, nas spominja tudi to, da je vsa naša vera popolnoma trinitarična. To pomeni popolnoma zaznamovana ali prežeta Sveto Trojico, ne. To rečemo, da je trinitarično, ne, spravi trinitarična, trinitas, ne, spravi to latinščina. Krščani smo bili, tako kot je naš Gospod rekel v Evangeliju, v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Tukaj je začela naša krščanska pot. Vsakič, ko se pokrižamo, izpovedujemo vero v Sveto Trojico. In zato bi morali res zavestno to delati. Vsaka sveta maša se daruje Sveti Trojici, pravzaprav. Ne? Pri tradicionalni maši duhovnik na tihem zmoli na koncu darovanja
molitev, da bo ugodna, da bo sprejeta pri Sveti Trojici, ta daritev in tako dalje, naj bo prijetna, naj bo nam v spravo in korist in tako dalje. Ne? Toliko globine je v teh molitvah. Prav tako duhovnik na koncu, preden podeli blagoslov, podobno prosi Sveto Trojico za te iste stvari, za te iste namene. Zato, ker duhovnik prosi, ker posreduje za ljudstvo. Zato prosi. Ne? Torej, je posrednik med človeštvom in Bogom. Zakaj? Zato, ker deluje v osebi Jezusa Kristusa. Zato se duhovnik tudi obleče v mašna oblačila, ker ni več on, ampak Kristus v njem, ne? In po njem. Tako da to, vse glavne molitve cerkve se pri tradicionalni maši tudi vračajo k Sveti Trojici. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem sinu, ki ste bo edinosti Svetega Duha ali istega Svetega Duha, odvisno kako je, ne? Živi in kraljuje Bog na vse veke vekov. Amen. Ne? To je pri vseh teh glavnih duhovniških molitvah. Ne? Se pravi, pri novem obredu je samo pri glavni mašni prošnji, če ne je po Kristusu našem Gospodu, pika. Ni več Svete Trojice. Ne? Tako da so precej zmanjšali. Ampak moramo paziti, da tudi za nas ne hitro postane ta skrivnost nekaj oddaljenega, skoraj pozabljenega. Leta in leta lahko hodimo cerkev, kapelo, kamorkoli že, in nikdar zares ne premišljujemo, kdo je Bog. Kdo je Bog, pred katerim stojim? Kdo je Bog, pred katerim se daruje ta sveta maša, pri kateri sem in tako dalje. Ne? Spravi, velika in globoka skrivnost in bi moral vedno človek premišljevati, pred kako veliko skrivnostjo je. In to danes svet izgublja. In pazimo, da tudi mi ne bomo tega izgubili, namreč smisel za Boga. Izaija je lepo videl, kako so vse te vrste angelov, pravzaprav, kako so vzklikale svet, svet, svet. Ne? To smo danes tudi prebirali v tem molitvenem bogoslužju, brevirju. Se pravi, veliko ljudi bi rado imelo neko vero, ne? Neko vernost, neke vrednote, ne? Ampak brez čaščenja pravega, resničnega Boga. Ne? Ker Kristus ni tukaj z nami vse dni do konca sveta zaradi mene, tebe, njega, nje in tako dalje. Ne? Ne. Kristus je vedno v čast Očetu. Sveta maša je v čast slavo Boga Očeta. Ne? Tako da to. Ne? On je zmeraj tako živel, tako je tudi končal svoje zemeljsko življenje in je sedaj v slavi Boga Očeta, ne? Kot bomo tudi kmalu izpovedali. Ne? Tako da ta zadeva. Ne? Bog ni tukaj zaradi mene. Ne? Je za mene tudi, ja, posledično, ne? Ampak ne? To je slava, Božja slava, to je tisto. Ne zdaj po protestantsko, ne, Bog je tukaj, da mi bo pomagal, ne, sej, kadar se obrne nanj, mi že neki pomaga, ne, in tako, ne, veruj in se boš boljše počutil in tako dalje, ne, to, daleč od tega, ne. Vse je v slavo Boga Očeta, ne. Ta stalna navzočnost trojedinega Boga, ne samo Svetega Duha, kot bi eni imeli, ne, in pol šraufajo žarance in delajo vse tiste zadeve in se jim skozi nekaj prikazuje in jih nagovarja in tako dalje, ne, in pol so spet jezni, ne, kadar se jim kaj reče, tako da to. Ne, se pravi, stalna navzočnost trojedinega Boga, občestvo svetih, tudi to, ne.
tudi to. Torej, v tem smo. Rekel Sveti Pavel, v njem živimo, se gibljemo in smo. In to je ta resnica. Ne? Ker če ne, spet se vrnemo k tistemu, kar smo rekli prej, spravi ta zaprtost. Ne? Egoizem. Ne? Jaz iščem svoje. Ne? Da bom jaz zadovoljen in tako dalje, ne da bom služil Bogu in bližnjemu. Šele zatem pridem jaz na vrsto. Ne? Tako da vera, ki se vse bolj spreminja v humanizem, psihologijo, družbeni aktivizem in tako dalje. Ne? Marsikdo danes misli, da če bo v neki humanitarni organizaciji in tako dalje, da mu ni treba moliti, da mu ni treba teh stvari, ne? Pač ok, v nedeljo se gre k maši in tisto, ampak je treba tudi vsak dan biti v Bogu. Ne? Tudi to. Krščanstvo se začne pri Bogu in konča v Bogu, se razvije na koncu v Boga. Ne? In samo v Bogu krščanstvo, ta prava vera, katoliška vera, ostane prava in živa vera. Tako da moramo paziti te stvari. In zato pred nas Cerkev danes postavlja skrivnost Svete Trojice, da nas dvigne nad zemeljsko miselnost. Nas spominja, da mi nismo ustvarjeni samo za ta svet, tudi za ta svet. Ampak predvsem smo ustvarjeni za nebesa, ustvarjeni smo za Boga. Pravi Sveti Avguštin, zase si nas ustvaril. Ne? Tam bomo nekoč gledali Boga iz obličja v obličje, če nam seveda uspe priti do tja. Tam, če nam uspe priti v nebesa, in dajmo si za to prizadevati, bomo vstopili v samo življenje Svete Trojice. Vse naše molitve, vsi boji, vse trpljenje, zvestoba imajo tam cilj. Imajo cilj, da se končajo, ne? Potem ne bomo rabili več molitev, bomo slavili Boga večno. Ne? Dobro, bomo na nek način bomo imeli molitev v tem smislu, da bomo posredovali za nekoga, ne? Ali pa za ljudi in tisto, ne? Seveda, ko bomo v nebesih in tako. Ne? Ampak zlasti se bojo pa končali naši boji, naše trpljenje, naša zvestoba ne bo več potrebna, ker bomo tam, bomo gledali Boga. Seveda, da bomo tam, ne bomo nikamor šli, ne bomo rabili zvestobe. Torej, ne. Ampak, ne, ko rečem, da ne bojo več potrebne molitve, v tem smislu, da prava molitev je seveda en krvav boj. Ne. In taka molitev ne bo nam več potrebna. Ne bo treba več vršiti smrtnega boja, kot pravi Sveti Pavel. Ne. To. Torej, da bomo mi večno živeli v Očetu, Sinu in Svetemu Duhu. To je cilj vsega. Ampak samo ena pot vodi do tja. Da smo mi zvesti danes Božji milosti. Ne? To. Odprite srca Božji milosti. Danes ne zapirajte svojih src in tako dalje. To je bilo še v Stari zavezi povedano. Ko je duša v posvečujoči milosti, takrat v duši prebiva Sveta Trojica. To je nekaj neizmernega. Človek v Božji milosti ni nikoli sam. Ne? Poleg tega še občestvo svetih, kot smo rekli. Ne? Ki tudi drugače je, ne, v tem duhovnem smislu in tako dalje. Ne? Ampak, če si pa ti v posvečujoči milosti, imaš v sebi Božje življenje, imaš v sebi Sveto Trojico. Imaš ta pečat. In zato je ta smrtni greh tako strašna stvar. Ne gre samo jaz kršim zapoved, ne? Ker to niso prometna pravila, prometni znaki in take zadeve. Ne? Ampak duša izgubi Božje življenje. To je to. Človek izgubi milost in izgubi svoj najdragocenejši zaklad, ostane na pol mrtev, ostane mrtev v duši. To je tisto.
In zato moramo tako ceniti spoved svetomašo, kot smo rekli, moramo biti res v celoti, cela oseba pri sveti maši. Ok, teže je z otroki in tisto, ampak dobro, se trudimo, kolikor se da. Ne? Molitev, kako molimo, ne? Da je res premišljevalna molitev, da se res potapljamo v Sveto Trojico. Ne? In tudi, kot smo rekli, življenje po veri, ki je vedno v Božji navzočnosti. To ohranja v nas življenje Svete Trojice. Tako da prosimo danes posebno milost, da bi rasli v čaščenju Boga, ponižnosti, zvestobi veri naših očetov. In ko se pokrižamo, nikdar tega ne delamo površno, smo rekli, ne delamo tega iz navade, delamo vedno z vero, spoštovanjem. Ker takrat izpovedujemo to največjo skrivnost naše svete vere. In zato naj bo danes vse še bolj v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Hvaljen Jezus.